Gospod Matej Lahovnik, kako komentirate današnjo izjavo premierja ob v bistvu analiziranju rezultatov predsedniških volitev, v kateri pač pravi, da so odprte tudi možnosti za odstop vlade, saj se je vlada na nek način tako očrnila v tujini s strani nekih sil, da smo podobni Belorusiji? Ta izjava v veliki meri po eni strani odraža stisko predsednika vlade, ker se ta vlada pač težko sooča z realnimi razvojnimi izzivi. Verjetno je slabo delo njegovih koalicijskih partnerjev zanj precejšnje breme in se s tem težko sooča. Na drugi strani pa gre verjetno za politično taktiziranje, kaj se mu v tem trenutku tudi splača. Tako da zares menimo, da gre predvsem za neresno, neodgovorno izjavo, ki si jo ne bi smel privoščiti, moral bi zavihati rokave in še bolj trdo delati v sedanjem trenutku, ki je pomemben za Slovenijo, ker bomo predsedovali Evropski uniji, ne pa da v takšni situaciji meče puško v koruzo in pač enostavno reče, ne grem se več. Predvsem zato, ker to verjetno bolj pomeni, v sedanjem trenutku se ne grem več, sedaj se mi splača ponuditi odstop. In jaz bi se upal staviti, da na koncu seveda tega vlada ne bo naredila in to bo dokaz, da gre zgolj za politično taktiziranje. Pa se vam zdi, da se je v tej predvolilni kampanji oziroma kampanji predsednika Slovenije resno črnilo Slovenijo v tujini v smislu, da smo postali Belorusija skoraj? Jaz mislim, da je bila kampanja v prvem krogu zelo korektna, v drugem krogu je štab gospoda Peterleta očitno sprožil določene elemente negativne kampanje, ampak se jim to ni obrestovalo, kot je pokazal rezultat. Ampak v celoti gledano je bilo vse v okviru tistih meja, ki so običajne za kampanje. Jaz menim, da ugled v Slovenijo ničemer ni bil prizadet v tej kampanji. Nasprotno, mislim, da sta vendarle oba kandidata pokazala, da vendarle imata neka prava vsebinska stališča, malo bolj se je skristalizirala tudi razprava, tako da mislim, da so ti argumenti predsednika vlade v veliki meri za lase privlečeni. Vaša stranka je tudi sopodpisala na nek način tako imenovani pakt o nenapadanju. Pa me zanima zdaj, kako vi iz tega stališča gledate, da ste morda napadali vlado oziroma so nekateri resno napadali vlado v smislu, da se morda premier ne bi šel več politike na tem nivoju? Zares nikoli nismo podpisali nobenega pakta o nenapadanju. Podpisali smo sporazum o sodelovanju med vlado in opozicijo in v ta sporazum je izrecno na našo zahtevo bil vnesen 10. člen, ki jasno omogoča opoziciji, da uporablja vse ukrepe, ki so jih tudi sicer na voljo, kar je normalno, ker v nasprotnem primeru, kako bi pa izgledalo, da bi dali vnaprej odvezo ministrom, da v naslednjega pol leta za časa predsedovanja lahko počnejo karkoli hočejo in ne bi vlagali nobenih interpelacij. Je pa res ta termin pakt o nenapadanju uporabil eden predstavnik, mislim, da je v opoziciji, in pa v zadnjem obdobju o tem govori tudi predsednik vlade. Zares pa smo imeli tukaj vse skozi zelo jasno stališče in to nima nobene zveze tudi z njegovimi potezami predsednika vlade. Breme vladanja je očitno težko, ampak težko je zaradi tega, ker pač vlada sama producira težave, namesto da bi jih reševala. Še ena stvar me zanima za konec, gospod Lahovnik, kako vam gre pri zbiranju poslanskih podpisov za interpelacijo zoper ministra za notranje zadeve, gospoda Mateja? Kot sem danes na nek način razumel, vam ne gre ravno najbolje. Drži, v SD so povedali, da očitno te interpelacije ne podpirajo in ne bodo sopodpisali interpelacije. Mi smo jim poslali celotno gradivo, očitno se jim pač ne zdi to primerno. In tudi strani SNS-a smo dobili sicer samo neke načelne pripombe, ki kažejo na to, da so razlike med Zares in SNS precejšnje, predvsem v tem smislu, da v Zares menimo, da mora biti interpelacija usmerjena zoper jasne kršitve zakonov strani ministra, kjer so nastale tudi hude nepopravljive
posledice in ne zoper samo neposredno delo policije, policistk in policistov. Strani LDS smo prav tako dobili samo neka načelna mnenja, tako da glede na vse skupaj kaže, da v opoziciji obstajajo precejšnje razlike, da ena opozicijska stranka je že zelo jasno povedala, da pri tem ne namerava sodelovati in zato seveda so odprte vse možnosti, tudi ta je realna, da v zares sklenemo, da te interpelacije ne vložimo, ker dejstvo je, da ne glede na nadaljnji razplet dogodkov je verjetnost, da bi takšna interpelacija uspela zelo majhna, ker je ne podpirajo očitno niti vse opozicijske stranke. SD je že takšen primer, pa tudi med ostalimi očitno prihaja do določenih manjših ali večjih vsebinskih razhajanj. Porabili ste termin, odprte so tudi možnosti, da interpelacija ne bo vložena. Se gremo lahko potem staviti za 100%, da ne bo vložena? Ne, to je ena izmed možnosti, ampak v tem se bomo odločili v naslednjih dneh. Jaz se bom glede na celotno situacijo posvetoval z poslansko skupino, s poslankami in poslanci, članimi poslanske skupine zares in glede na vse skupaj se bomo odločili. Jaz seveda v tem trenutku je prekmalo reči, ali bo interpelacija na koncu vložena ali ne, ampak dejstvo pa je, da opozicija glede te interpelacije ni enotna in da je največja opozicijska stranka po številu poslank in poslancev jasno in nedvoumno povedala, da te interpelacije ne bo podpisala in s tem pač na nek način jasno povedala, da je ne podpira vsebinsko takšna, kot je in seveda to ima določene posledice, ne glede na odzive tudi ostalih dveh poslanskih skupin in mi se bomo glede na to tudi odločili, ali iti naprej s to interpelacijo ali ne. Odločitev o tem pa bo sprejeta kmalu. Še nekaj za konec vprašanje. To je zdaj že v bistvu druga interpelacija, ki so jo morda vaši ljudje spisali, verjetno kakšni strokovnjaki v zaresu, ali pa sodelavci nekateri, in se mi zdi, da zelo veliko energije vam gre v nič, se vam ne zdi? No, jaz mislim, da energija v tem primeru ni šla v nič, ker v vsakem primeru obstaja gradivo, ki je precejšnje o nezakonitem delu ministra za notranje zadeve, posledice katerega so bile tudi hude nepopravljive posledice. Mi menimo, da dogodki, ki so se zgodili zaradi slabega nadzora nad zasebnimi varnostnimi službami, ki so rezultirali tudi v tragičnih dogodkih, v primerih Lipa, Global ali pa neustrezno delo policije v primeru Plut, da ne govorim tudi nenazadnje o farsi z volilnimi imeniki, da je na to treba jasno opozoriti te dogodke, zapisati, jasno navesti tudi kje in kako je prišlo do kršitve zakonov. In ko sem dejal, mi menimo tudi, da bi morali na tej točki interpelirati ministra, ker je to pač vloga opozicije. Očitno nekateri menijo, da je vloga opozicije v tem času, da mora biti drugačna in mi to njihovo voljo spoštujemo, je čisto legitimna in je pač neko dejstvo v slovenskem prostoru, ki ga je pa seveda treba upoštevati. Najlepša hvala. Prosim.